Nikdar v življenju ne bom pozabil dneva, ko sem se vrnil domov iz predavanja na fakulteti in sem šel kakor ponavad obiskat mojega dedka. Tisti dan me je dedek že čakal na hodniku in ko sem odprl vrata, sem bil ves zaprepaden. Gledal sem v njega debel in ker je njegov obraz žarel kakor sonce. In jaz sem dedeka vprašal: dedek, ko se to dogaja? Pa je dedek sam zamahnil z roko, pa je rekel: pridi, Matjaž. In sva šla skupaj v njegovo sobo, kjer sva se skoraj vsak dan dobila in se pogovarjala. In dedek se usede in začne moliti pred menoj pasijon. Jaz ga še bolj začuden in debel pogledam in v tistem trenutku sem razumel pravzaprav samo dve stvari. Prva stvar, da dedek govori o Jezusu, ki trpi, in druga stvar, da je moj dedek ves prenovljen. In te prenove sem si v tistem trenutku zaželel tudi sam. Nekaj časa po tem dogodku je dedek umrl, zapustil pa mi je ta molitev pasijona. In še pol leta kasneje, na dan Marije Snežne, se spomnim užival, ko se mi kar ta molitev znašla v rokah in jaz padam na tle na kolene in začnem moliti ta pasijon še sam. In v istem trenutku sem občutil, kako isti duh, ko je bil na dedeku, vstopil tudi v mene. In hkrati sem istočasno razumel, da te milosti nisem zaslužen sam, ampak so prišle do mene po molitvah in življenju mojega pokojnega dedka in očeta, pa ne samo njiju, ampak tudi moje mame, babice, brata in drugih prijateljev. In je to en res velik dar, ko mi je bil dan po drugih. Potem nekaj časa kasneje, oziroma pred nekaj časa nazaj, sem se znašel kakor pred eno steno in nisem vedel, kako več naprej v življenju. In takrat sem malo raziskoval in iskal molitve, katere bi lahko molil. In s pogovorom z enim prijateljem sva prišla do sklepa, da bi bilo fajn, da se molijo zame in za moj rod gregorijanske molitve oziroma maše. In ta prijatelj je bil takrat v Jeruzalemu, pa mi je rekel: le, saj ni problema, če sem jaz v Jeruzalemu, ti pa v Zagorju, vse molitev oziroma duh tako ne pozna ne kraja, ne časa. In bomo skupaj molili. In res mi začnemo moliti in tekom nekaj tednov se ni nič spremenilo. Pred zadnji dan te molitve pa sem kar naenkrat začutil v svojem življenju ogromno svetlobe in velike moči, da sem naredil korake, čeprav sem vedel, da me bo ogromno ljudi zaradi tega obsojalo. Za konec pa še vprašanje, kako naj prosim za žive in mrtve. Bi odgovoril kar z besedami psalmista, ki pravi: za mojo ljubezen me obtežujejo, jaz pa sem molitev. Čez dalje bolj vidim, da bolj kot je molitev v Božjem duhu, bolj je povezana tudi s telesom. In zato je lahko moj dedek sijal kot sonce v svetlobi Božjega duha. In videvam, da je vsaka molitev, vsak obisk grobov, vsaka sveta maša, pa ne samo to, tudi vsak lep pogled, vsak nasmeh, ko ga naklonim drugim, vsak dotik drugim, pa ne samo to, ampak tudi vsaka solza in vsaka bolečina, ko te zvija, da ne veš, kaj bi naredil, v Božjem duhu vse to prinaša en lepo življenje vsak dan. In ti želim veliko svežine svetega Božjega duha, pa te še prosim, da moliš zame, jaz pa tudi prosim zate.